Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V občini Gorje so se odločili, da naredijo posvet v Gorjanskem domu, ker v zadnjem času v biosfernem območju na Jelovici, na Pokljuki, v Srednjem Vrhu, na Tabrah in vse povsod, pa tudi že v bližini hiš se pojavljajo tropi volkov, predvsem pa zato, ker delajo škodo in bliža se poletje, ko bodo šle krave pa ovce na pašo in bodo spet tropi masakarjev. V občini Gorje ste sklicali posvet glede volkov, ki se pojavljajo v zadnjem času v biosfernem območju in organizirali delavnice, povabili predavatelje, da so širše spregovorili o tem problemu. Problematika razširjenosti in pa množičnosti poškodb iz strani volkov je pravzaprav pripeljala idejo, da povabimo vse inštitucije, ki se pravzaprav na prizadeti strani in pa inštitut, torej Biotehniško fakulteto, ki se pravzaprav ukvarja z biologijo volka in pa spremljanjem volka v našem prostoru, kmetijsko svetovalno službo, da razjasnimo samo problematiko in pa da pojasnimo in poskušamo priti do rešitev problematike, ki se pojavlja z naselitvijo in pa s povečanjem števila velike zveri na našem območju. Namreč iz preteklega leta je bilo v našem območju, naše občine in pa bližnjih sosednjih občin kar nekaj škodnih primerov, predvsem na paši drobnice in govede in pa konjev, kopitarjev. Zadnje čase od novega leta dobivamo kar veliko sledi kadavrov, umorov velikih zveri, to gre za divjad, gre za jelene, košute, srnjad. In vse to je pripeljalo do želje, da naredimo posvet, da se naši rejci seznanijo, pa ne samo rejci, da se rejci seznanijo, želeli smo tudi sporočiti Ministrstvo za naravne vire in okolje, ki je pristojno ministrstvo, ki skrbi za velike zveri, da slišijo naše rejce, da slišijo, s kakšnimi težavami se naši rejci in pa kmetijska gospodarstva ukvarjajo, in pa ne nazadnje prihaja tudi strah v kosti vseh, ki živijo na obrobjih naših vasi. To gre za zgornje laze, spodnje laze, Trniki, del Mežakle in pa Pokljuke. Kaj je pokazal pravzaprav današnji posvet, ki je bil prvi takšni v občini Gorje? No, današnji posvet, lahko rečem, da je bil na današnjem posvetu kulturni dialog. Vsi smo si nalili čistega vina. Cilj današnjega posveta je, da damo jasno sporočilo državi, torej pristojnemu ministrstvu za naravne vire in okolje in pa vseh inštitucij, ki pravzaprav ocenjujejo škodo na eni strani, po ocenjeni škodi izplačujejo odškodnine, torej so zelo stari pravilniki, dokazovanje škod za škodne primere je zelo problematičen. Namreč iz samih predstavitev praks, ki so jih rejci drobnic in pa ostale pašne živali predstavili, so to dolgotrajni časi za odplačevanje škod in pa težko dokazljive škode. Za samo škodo, da jo priznajo, je potrebno najti osebke, ki so bile raztrgane ali izgubljene. V velikih primerih smo tudi slišali, da osebki, torej ovce, drobnica in ostale pašne živali niti niso bili najdene. Kakšne so rešitve v prihodnosti glede volka v biosfernem območju? Ja, kot rečeno, Triglavski narodni park je v bistvu zavarovano območje in prisotnost velikih zveri je tudi tukaj vsako leto večja. Živali ne poznajo administrativnih meja parka in se prosto gibajo tako med območji, kot tudi med državami. Rešitve za zmanjševanje konfliktov med divjimi živalmi
in nad človekom so mnogo tere. V vsakem primeru pa ena izmed tih je pač zaščita živali tam, kjer se to da. Na območju Julijskih Alp imamo predvsem težavo na visokogorskih pašnikih, kjer zaščita sploh ni možna. Gre za strme predele, kjer ograjevanje pašnikov ni izvedljivo in tle se v bistvu kmetje počutijo še posebej nemočni. No, volkovi se pojavljajo v zadnjem času na jelovici, tropi volkov, na Pokljuki, opažajo jih tudi že v Srednjem vrhu, na Tabrah smo jih opazili, skratka vse povsod, pa ne samo po noči, temveč tudi po dnevi. Ja, kot smo danes slišali na teh predavanjih, v bistvu populacija volkov se na območju Julijskih Alp na eni strani širi iz območja Dinaridov, na drugi strani pa tudi iz območja Furlanije in Italije, kjer imajo evidentiranih, mislim, da celo 10 tropov volkov. Dejstvo je, da je težava tukaj in da jo bomo morali v bistvu reševati vsi skupaj. No, kot smo slišali, sam odstrel tudi ne bi doprinesel nič dobrega v bistvu, ker volkovi bi še vedno ostali. Ne? En trop bi postrelili, tropi bi še vedno ostali pa na drugih področjih. Jaz osebno mislim, da je pač lov volkov izredno težavna zadeva, gre za zelo pametne živali in zato mislimo, da je treba v bistvu rešitve iskati vzporedno. Na eni strani je seveda upravičeno, da se definira največja možna populacija, da se jo pač ohranja, da se mogoče število volkov zmanjšuje. Po drugi strani je pa treba tudi skrbeti za vzporedne razvojne projekte, s katerimi bomo v bistvu omogočili lažje kmetovanje in sobivanje s temi živalmi. Namreč težko je pričakovati, da se jih bo dalo v bodoče do popolnosti iztrebiti. Tukaj so me vprašali, kaj GPS sledilne ovratnice pomenijo za živali pa za kmeta. Jaz bi rekel, da v tej situaciji obvladovanja volka te ovratnice pomenijo največ, to je najmočnejši inštrument, ki ga kmet lahko uporabi za to, da ve, kje se njegove živali nahajajo. In prvi, najbolj nujen ukrep bi mogel biti, da bi država na svoje stroške zagotovila za vse rejne živali, se pravi za vsako rejno žival, GPS ovratnico z pokrivanjem vseh stroškov delovanja te ovratnice, pa še več, pokriti bi mogla tudi vse planine z mobilnim omrežjem. Zdaj smo pa imeli situacijo, ko so mobilni operaterji ugašali 3G omrežja in se je pokrivanje planin bistveno zmanjšal, s tem se je zmanjšal možnost kmeta, da pokliče sploh na pomoč, zmanjšal se je možnost kmeta, da gospodar, zmanjšala se je možnost kmeta, da kakršnekoli sodobne razvojne pridobitve uporab pri svojem kmetovanju, zmanjšala se s tem njegova konkurenčnost. Tako da jaz mislim, da je prvi korak, ki bi ga država mogla narediti, poskrbeti, da bi slovenska kmetijska krajina bila 100% pokrita z mobilnim omrežjem za potrebe kmetijstva in zaradi volka poskrbeti, da bi se vsaka pašna žival oskrbela z GPS sledilno ovratnico, s tem bi kmetje lahko vedeli, kje se žival nahaja, s tem bi v primeru pokola kmetje lažji kadaver najdel številke, ki so danes pogoj za to, da kmet sploh dobi odškodnino. Se pravi, te GPS sledilne ovratnice bi rešile en majhen del problema v zvezi z volkom, seveda pa ne bi rešile vsega. Kakšne so vaše izkušnje glede volka v vašem koncu? V naši agrarni skupnosti smo volka 3-4 leta samo sledili po terenu, kjer pasemo. Lani smo pa prvič imeli srečanje, konec avgusta je napadel trop oziroma razklal trop. Del tropa je prišel v 2 delih na Vodice, 2 krava in pa teliček sta pa očitno ušla v njihov trop in tisti dan nismo uspeli najti, drug dan očitno sta bila tudi tako prestrašena, da sta se nekam skrila, drug dan ob 11. se je pa ta žival našla.
Problem je tudi gor te naše agrarne planine, agrarne skupnosti, da več ali manj povsod smo brez signala, tako da tudi razkropljeni, to so planine manjši, ograje, ki zadostuje za približno 1 teden do 10 dni paše in dejansko smo po vseh teh lokacijah se je iskali, žal je bilo to uspešno šele drug dan ob 11. Žival je bila približno 2 km oddaljena, nismo mogli niti dostopati z avto do tja, tako da smo še ranega teletka pripeljali na Martinčak. Tam smo pa počakali potem Zavod za gozdove, gospoda Zupančiča in pa policijo, da so ustrezno pač naredili zapisnik, vzeli vzorce in potem teleta pač na licu mesta usmrtili. Krava je bila pripeljana nazaj v dolino, s tem, da je bila v velikem šoku, praktično je 14 dni samo stala, nemo stala doma na pašniku. No. Tako da, ste dobili kaj povrnjene škode? Ja, bilo je že takoj na Martinčku pač ugotovljeno, da je, ko so bili vzorci vzeti, da je to volk in da smo upravičeni do odškodnine, zato smo tudi potem naredili takrat usmrtitev. Se je pa začela potem borba, da smo sploh dobili odgovorne osebe, ali bo zahtevek izplačan, ker bila je samo informacija, da smo upravičeni. Ni pa prišla nobena odločba, nič do lastnice. Država čist, to se pravi kmetijsko ministrstvo čist neodzivno na elektronske obvestila, na telefonske klice. Z veliko težavo smo kdaj probali jih uspeti dobiti, pa so nas spet za 1 mesec odrajtali, sej bo, zdajle je to v teku. No, konec leta je pa prišla odločba in tudi potem izplačilo denarja. Sreč. Vi prihajate iz Mojstrane in ste iz kmetije Prne. Kakšne so vaše izkušnje glede paše, glede volka, glede zveri? Ja, mi smo imeli lansko leto septembra napad volka. V bistvu smo imeli ovce že po pašni sezoni ob vasi. Imeli smo jih zaščitene z elektromrežo po predpisih. Volk je v bistvu toliko splašil ovce, da so same prebile ograjo in so se razbežale, pač 7 ovac je pa praktično pospravil. Kje pa so se pasle? Ob vasi, se pravi 100 metrov od vasi so bile v bistvu že jeseni dol s planine pospravljene. In to v lanskem letu ali letos? Ne, septembra lansko leto. Pa ste kakšnega rešili? Ne, ja, tiste ovce, približno polovico tropa se je razbežali, tako da tiste smo obdržali, ne. Polovico je pa bilo napadenih, je pa v bistvu bilo pokončanih. Vi ste kmet, prihajate iz Prnikov. Zakaj ste se odločili, da ustanovite civilno iniciativo? To smo se odločili predvsem zato, ker na temu območju hribovskemu, to se pravi na Triglavskem narodnem parku, da pa recimo celo območje Zgornje Gorenjske nimamo ustanovljenega skupnega nastopa, skupne besede, zato smo se odločili vseh kmetov in tudi lastnikov zemljišč iz tega območja, ker nam recimo država ta mačarski odnos do nas, nerazumna politika, nam kroji usodo in to hočemo na ta način opozoriti in strniti moč, da bomo poskušali majhen to se lahko pogovarjali z vlado, z tisti aparatom, tako rekoč, ki od nas nam postavljajo zakone, ki nas omejujejo pri vseh teh dejavnostih, ki jih normalno moramo počenjati na kmetijskih področjih. Od obdelave, izgleda krajine, vsega tega, to je vse naš vsakdanjik. In zato smo se mi pač odločili, to je civilna iniciativa 3 dolin, Soška, Bohinjska in Zgornja Savska, ki smo jo poimenovali 71.
Zakaj 71? Zato, ker nam v ustavi, v členu 71, nam je predpisuje država, pač omogoča razvoj gorskih območij v drugem odstavku in preko razvoj in vse te možnosti, ki nam žal niso dane.